učenci, danes boste na kratko ponovili, kaj je glagol. Vem, da to že veste, zato s tem ne bomo zgubljali preveč časa. Več časa pa bomo posvetili neosebnim glagolskim oblikam. Zdaj se bomo ustavili pri osebnih glagolskih oblikah. To so tiste oblike glagola, ki jih vi že poznate. Po njih se vprašamo z vprašalnicami, kaj kdo dela, kaj kdo počne in pa kaj se dogaja. Torej, ko v povedi iščete glagol, uporabite eno izmed teh vprašalnic in glagol boste hitro našli. Ko glagol najdete, mu določite osebo, število in čas. Saj veste, prva oseba je tista, pri kateri smo mi zraven. Recimo, jaz pišem. Druga oseba, ko nekoga govorimo, ti pišeš. In pa tretja oseba, ko govorimo nekomu, ki ga ni zraven nas. On piše. Število, ednina, piše ena oseba, torej piše. Dvojina, pišeta dve osebi, torej pišeta. In pa množina, 3 osebe ali več, pišejo. Čas. Sedanjik pomeni, da se dogaja zdaj. Jaz pišem. Preteklik, da se je dogajalo včeraj ali nekoč v preteklosti. Smo pisali ali sem pisala. In pa prihodnik, nekaj, kar se še bo dogajalo. Bomo pisali. Preberimo si primer. Mojca peče piškote. V tej povedi je glagol peče, saj si z njim odgovorimo na vprašanje, kaj počne Mojca. Glagolu lahko določimo osebo. Oseba je tretja, saj je Mojca nekdo, ki ni zraven nas. Število je ednina, saj je Mojca ena sama. Čas pa je sedanjik, saj to počne v tem trenutku. Ker glagolu lahko določimo osebo, število in čas, je ta glagol osebna glagolska oblika. Spodaj sem vam dopisala še nekaj primerov, recimo gleda, berejo, skačeva, pišeta, maham, prepisuješ. Tudi tem glagolom lahko določimo osebo, število in čas, zato so prav tako osebne glagolske oblike. Nedoločnik v povedi prepoznamo po 2 končnicah. Prva je či, druga pa ti. Glagoli, ob katerih stoji nedoločnik, se imenujejo naklonski glagoli. Ti so morati, hoteti, smeti, želeti in moči. Si poglejmo povedi. Kolesar želi kolesariti. Glagol, ki je označen z vijolično in je naklonski glagol, je želi. Ob njem stoji še en glagol, ki je označen z rdečo, in ta je kolesariti. Glagol kolesariti je glagol, ki mu ne moremo določiti osebe, števila in časa, stoji pa ob naklonskem glagolu želeti. In zato je ta glagol nedoločnik. Naslednja poved. Martina mora napisati nalogo. Tukaj se pojavi naklonski glagol morati. In ob njem stoji glagol napisati, ki ima končnico ti. Tudi glagolu napisati osebe, števila in časa ne moremo določiti, zato je to nedoločnik. Marko hoče doseči sporazum. Hoče je naklonski glagol hoteti, ob njem pa stoji glagol s končnico či, doseči.
in tudi ta je nedoločnik. Zaradi bolezni ne sme hoditi po mestu. Naklonski glagol v tem primeru je ne sme, torej glagol smeti. Ob njem pa stoji glagol hoditi. Tudi temu osebe, števila in časa ne moremo določiti, ima končnico TI, zato je nedoločnik. Drugi glagoli, ob katerih stoji nedoločnik, so fazni glagoli. Ti so začeti, nehati in končati. Torej, fazni glagoli so tisti, ki označujejo začetek in konec nekega dejanja. Pa si poglejmo dva primera. Mama je začela kuhati kosilo. Fazni glagol je začela. In glagol, ki mu sledi, mora imeti končnico TI, torej kuhati. Monika se bo nehala učiti. Fazni glagol je se bo nehala, saj bo takrat Monika zaključila neko dejanje. Glagol, ki mu sledi, pa mora imeti končnico TI, torej učiti, in je nedoločnik. Druga neosebna glagolska oblika se imenuje namenilnik. Prepoznamo jo po dveh končnicah, to sta Č in T. Namenilnik stoji samo ob glagolih premikanja. Kot nam že samo ime pove, so to tisti glagoli, s katerimi povemo, da se nekdo premika, da izvaja neke gibe. Marjetka je tekla pogledat nesrečo. Glagol premikanja v tej povedi je tekla. Sledi pa mu še en glagol, ki je napisan z rdečo barvo, to je pogledat. Ta ima končnico T in zato je namenilnik. Očka je šel napisat poročilo. Glagol premikanja je šel, glagol, ki mu sledi, pa mora biti v namenilniku, torej napisat. Odšla sem pobrisat mokra tla, glagol premikanja je odšla sem, glagol, ki mu sledi, pa je pobrisat in ta je namenilnik. Je lani začela igrati flavto. Osebna glagolska oblika v tej povedi je začela. In je začela je fazni glagol. Fazni glagol pa je tisti, kateremu sledi nedoločnik, torej igrati. Učitelj je pritekel povedat, da se je zgodila prometna nesreča. Osebna glagolska oblika je pritekel in to je glagol premikanja. Kot veste, pa za glagoli premikanja stoji namenilnik, zato je pritekel povedat. Mama je hotela postreči mojim sošolcem, vendar se jim je mudilo. Je hotela je naklonski glagol in ob naklonskih glagolih stoji nedoločnik, torej postreči. V soboto gremo gledat najnovejši slovenski film. Osebna glagolska oblika je glagol gremo. Gremo je glagol premikanja in ob glagolih premikanja stoji namenilnik, torej gledat. Pojdi pogledat, kdo zvoni. Tudi pojdi je glagol premikanja in za glagoli premikanja stoji namenilnik, pogledat. Je morala za pusta speči krofe. Je morala je naklonski glagol in za naklonskimi glagoli stoji nedoločnik, torej speči. Vas pozdravit, ker odhajava na počitnice. Prišla sva je glagol premikanja in za glagoli premikanja stoji namenilnik, torej pozdravit.